Opoldne se je začela izredna seja državnega zbora, na kateri naj bo poslanci potrdili 3 nove ministre. Kandidati so že uspešno prestali zaslišanja pred parlamentarnimi delovnimi telesi, zato je pričakovati, da jih bo državni zbor danes tudi imenoval. Tako bosta gospodarski in zdravstveni resor po okoli 3 mesecih vendarle dobila novo vodstvo. Nova ministra naj bi postala Metod Dragonja in Alenka Trop Skaza. Gorazd Čmavc pa bo na čelu Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu nasledil Tino Komel. Poslanci bodo razpravljali tudi o priporočilih SDS-a glede ukrepov po ledeni ujmi. Stranka je namreč v zahtevi za sklic izredne seje poudarila, da mora državni zbor z interventnim zakonom omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic ujme. Naraščanje gladine vode na Planinskem polju in Cerkniškem jezeru se upočasnjuje. V zadnjih 24 urah se je na Planinskem polju zvišala za 6 cm, od tega ponoči za centimeter. V prihodnjih dneh naj bi se razmere vendarle stabilizirale. Na območju Planinskega polja je še 20 gasilcev in kakih 40 vojakov, ki polnijo in nameščajo protipoplavne vreče, utrjujejo nasipe ter črpajo vodo iz ogroženih objektov. Po potrebi bodo med delom gasilcev še občasno zapirali cesto Logatec-Postojna. Za del slovenskih šolarjev so se počitnice že končale, druga polovica jih je v soboto začela. Tudi za učence z vzhoda Slovenije ta teden mladinske organizacije pripravljajo številne, tudi brezplačne dejavnosti. V Zvezi prijateljev mladine Maribor so pripravljeni za ustvarjalno druženje otrok in mladih, prostovoljcev in mentorjev, pa tudi staršev, babic in dedkov. Do petka bodo izdelovali pustne maske, pležuhe in majevske pečate. Učili se bodo španščine in plesa ter se seznanili z delčkom japonske kulture. Mnogi pa bodo proste dni preživeli v naravi na smučiščih. Sprva bo predvsem v osrednji in vzhodni Sloveniji prehodno spet nizka oblačnost. Čez dan se bo tam jasnilo, predvsem v hribih na zahodu se bo oblačnost povečala. Pihati bo začel južni ali jugozahodni veter. Temperature bodo od -3 do 2 stopinji Celzija, čez dan kar od 7 do 14. V sredo bo na Štajerskem in v Prekmurju delno jasno, drugod pretežno oblačno. Ponekod na zahodu bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodnik, ki bo zvečer ponehal. Še nekoliko bolj oblačno, a večinoma suho bo v četrtek. Danes v dnevniku televizije Maribor. Na uradih Geodetske uprave Jegneča podatke lahko uredite do konca marca. Obiskali smo osnovno šolo v Slovenski Bistrici, kjer otrokom tudi med počitnicami ni dolg čas. Oblast na Ptuju so prevzele pustne maske, kurenti pa so začeli odganjati zimo. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.